In vabim k besedi gospoda Joška Rutarja, direktorja Slovenskega filmskega centra. Predstavil je prispevek z naslovom Slovenski film med kreativnostjo in birokracijo. Prosim. Spoštovani predsedujoči, gospod Brvar, hvala za vabilo, kolegice, kolegi, gostje, lep pozdrav. Svojo današnjo razpravo sem namenoma hotel poimenovati malce bolj provokativno, med kreativnostjo in birokracijo. Lahko se bere tudi med kreativnostjo in politiko, med kreativnostjo in zakonodajo. Zakaj? Danes nočem razpravljati samo o prihodnosti slovenskega filma. Nočem uporabljati lepih, vzvišenih besed. Mislim, da je danes na predvečer oziroma preddan našega kulturnega praznika tudi čas, da si nalijemo nekaj čistega vina po starem slovenskem predgovoru. Vsi vemo, da je film umetnost 21. in 21. stoletja. Sodobne audiovizualne vsebine so vedno pomembnejši dejavnik kulturnega udejstvovanja, kakor tudi kulturne izobrazbe. So mediji, ki ima izreden doseg do gledalcev in konzumentov kulture, so živ pričevalec in najbolj realni dokumentarist sedanjosti. Kameram nič več ne uide, vsaka grimasa se zabeleži, vsak odgovor se komentira. To je tudi sodobna televizija, ki jo poganjajo novice, zabava pa tudi kultura. Kultura na televiziji so poleg zabave in novic tudi filmi, so dokumentarne oddaje in so animirani filmi. Za podporo, nastanek, koordinacijo in financiranje in promocijo te produkcije je bil ustanovljen Slovenski filmski center. Obeti ob ustanovitvi so bili krasni. Neodvisna nova institucija, prevlada stroke v svetu, povečanje proračuna, izven proračunski viri. Kakšna je realnost? Prva realnost je nastopila septembra 2011, ko je odhajajoča vlada gospoda Pahorja sredstva centru zmanjšala za 1,5 milijona. Druga realnost je nastopila maja 2012, ko je sedanja vlada izglasovala rebalans proračuna in znižana sredstva še za dodatne 3 milijone. Tretja realnost se je zgodila decembra lani, ko smo predlagali, da se sredstva, ki so na eni postavki ne bo moč porabiti tudi zaradi birokratskih postopkov, prestavijo na drugo postavko in se pogasi vsaj del tega, kar se je zgodilo. Ministrstvo za finance in vlada pač mesec pa pol nista imela predlaganega rebalansa čas obravnavati in odšlo je še 700 000 evrov. Tako je po letu menjav in varčevanj slovenski film znotraj proračuna za kulturo k varčevanju prispeval 5 milijonov evrov in pristal na skromnih 4 milijonih letno. Kolegi, ki vodijo javne zavode, vedo, koliko je to. Če pa govorimo o samostojnem področju, ki producira najdražji kulturni produkt prototipskega tipa, pa še bolj. 4 milijone evrov ni niti en povprečni proračun francoskega filma, pa jih Francozi vsako leto producirajo 250, vsaj. Ko se je izvrševalo to katastrofično finančno ubijanje filma brez razloga, se je zgodil tudi famozni ZUJF, ker se je pač politika odločila, da za delovanje in strokovno pokrivanje filma zadostujemo 3 zaposleni znotraj agencije. Agencija pa mora sama zagotoviti sredstva za plače ostalih zaposlenih, za vse splošne stroške delovanja, za elektriko, za vodo, za papir, za računovodstvo, karkoli pač v to sodi. Ta učinek na letni ravni bo v tej državi prihranil 300 000 evrov. Hkrati pa je našo institucijo, ki koordinira in financira film v Sloveniji popolnoma onemogočil. In tu se bizarna zgodba zaviranja kreativnosti šele začne. Ker smo javna agencija in nejavni zavod, so birokrati ugotovili, da do sprejema finančnega načrta in plana dela pač sredstev iz proračuna ne moremo črpati, ker je ustanovitelj država, mora, se pravi, finančni načrt in plan dela Slovenskega filmskega centra potrditi Vlada Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije ima včasih druge prioritete, to vemo.
Tako so lani nam plan potrdili 2. avgusta. Letos ne vem, kdaj ga bojo. Vmes so se snemali filmi. Film ne more čakati odločitev vlade. Film je vezan na letni čas, je vezan na zimo, je vezan na pomlad. Če ta čas zamudimo 1 leto, se pravi, moramo 1 leto čakati. Ljudje so ostali brez honorarjev, produkcijski proces, ki je že tako dolg 2 leti, se podaljšuje. Zamujajo se priložnosti na festivalih, socialna kriza filmskih delavcev, ki so večinoma svobodnjaki, se povečuje. In dokler nimamo sprejetega plana, po zakonodaji ne moremo objavljati javnih razpisov in transferirati sredstev naprej. V tem času se izvajajo festivali, ki se pripravljajo brez da bi vedeli, koliko in če sploh imajo javna sredstva na voljo. Izvajajo se projekti kulturne vzgoje iz področja filma, snemajo se dokumentarci, ker pač zanimive teme ne čakajo na odločitve vlade in na razpise. Poteka snemanje in produkcija študijskega procesa AGRFT, ki ga stalno podpiramo. V tem času se je sprejela nova pokojninska zakonodaja, ki je predpisane pogodbe dodatno obremenila za 8,5%. Sprejela se je pavšalna obdavčitev, ki je prizadela predvsem tiste, ki najmanj zaslužijo oziroma zaslužijo do 20.000 evrov letno in teh je med filmskimi delavci največ. Pripravlja se nov ZUJIK, ki uveljavlja konkurenčne klavzule tudi za igralce, ki so zaposleni v nacionalnih gledaliških zavodih. V obravnavi je nov nacionalni program za kulturo. V našem zakonu o Slovenskem filmskem centru piše, da, citiram, SFC sodeluje z državnimi organi in civilno družbo pri načrtovanju strateških usmeritev na področju filmske in audiovizualne dejavnosti. Seveda nas k pripravi nacionalnega programa nihče ni povabil, niti nas ni o tem nihče obvestil, niti enega maila nam niso poslali. Včeraj je vlada na seji sprejela akt o spremembah in ustanovitvah akta javnega zavoda Viba Film Ljubljana, nacionalne tehnične baze slovenskega filma. O spremembah in kaj v tej spremembi piše, ne ve nihče. Bomo počakali uradni list, bojim pa se, da nam bojo predpisali zopet neke nove pogoje poslovanja pri mednarodnih koprodukcijah, verjetno mimo mednarodnih konvencij, ki jih po takih produkcijah moramo spoštovati. Lani poleti, po sprejemu ZUJF-a, sem vodilni ekipi ministrstva pristojnega za kulturo poslal predlog strategije, kako urediti področje financiranja filma in AV produkcije v Sloveniji primerljivo evropskim državam. Moja osnovna ideja je, da za nastanek tovrstne produkcije prispevajo vsi, ki na račun audiovizualnega kujejo profit ali dodatno vrednost, torej kinematografi, prodajalci DVD-jev, televizije, internetni ponudniki, kabelski operaterji in drugi. To je narejeno na evropski praksi, tako to poteka, tako v Franciji, na Danskem, na Švedskem ali pa če geografsko primerljive države uporabimo tudi na Poljskem, Češkem, Slovaškem ali Hrvaškem. Ni se jim zdelo vredno niti odgovoriti, kaj šele sklicati kakšnega sestanka. Seveda ta strategija oziroma osnutek ni obdelal samo financ, ampak tudi pomen kreativnih industrij in mesta filma v njem. Dokaže, da film ni samo strošek za državo, je tudi gospodarska priložnost. Potrebno je samo vzpostaviti ustrezno okolje, da se to prične dogajati. Ena velika mednarodna produkcija lahko v 2 mesecih ustvari več milijonov evrov dodane vrednosti, profitirajo hoteli, obrtniki, lokalni ponudniki, prevozniki in tako naprej. Ekonomski multiplikator, ki velja v Evropski uniji, je, da eno delovno mesto, ki je na filmu, kreira 1,5 dodatnih delovnih mest v drugih sektorjih. Bojim se, da se bo produkcija in snemanje filmov letos popolnoma zaustavilo. Da se ne bo več snemalo, kinematografov na podeželju se bojo zaprli, ker nimajo sredstev za nabavo digitalizacije, ker je pred vrati. Za ta sredstva je v proračunu namenjenih 48.000 evrov. En projektor stane 70.000. Po drugi strani pa to isto ministrstvo enemu samemu teatru odobrilo nabavo videoopreme za preko 200.000 evrov.
Da ne bom izpostavljal samo enih, pojdimo še na par drugih primerov, kako država in njene institucije skrbijo za film in audiovizualno kulturo. Zakon o SFC-ju ki je bil sprejet septembra 2010 v tej stavbi, predvideva izven proračunsko financirane strani javne radiotelevizije in zasebnih komercialnih izdajateljev. Danes smo februarja 2013, iz tega vira ni prišlo do filmskih producentov in avtorjev še niti evra. Radiotelevizija Slovenija bi morala po tem zakonu za javni razpis nameniti 2% svoje pobrane naročnine. Svoj prvi razpis so objavljeni decembra 2011, se pravi več kot eno leto po objavi razpisa. Novembra lani so producenti dobili odločbo. Začetek letošnjega leta pa so jim ponudili pogoje sodelovanja. Pogoji so sledeči. 1% sredstev vam namenimo 30 dni po podpisu pogodbe, 1% sredstev po ogledu zmontiranega filma, 1% po 30 dni po predaji materijala in 97% 30 dni po predvajanju na televiziji. Vprašam se, kaj pa, če sploh ne bojo predvajani in kdaj bojo. Očitno se tudi javna televizija, ki se je tako borila proti zmanjšanju sredstev za svojo naročnino, uporablja napram filmskim delavcem pozicijo moči, napram neodvisnim producentom in avtorjem. To je žaljivo. In teh sredstev niti nimajo planirano v svojem programsko-poslovnem načrtu, saj jaz jih nisem videl. Po drugi strani zakon predpisuje izdajateljem komercialnih programov, da za nacionalno filmsko produkcijo namenjajo 5% letnega dobička. Problem je, da v primeru največje komercialne televizije so pač izdajatelj hčerinske družbe, ki žal poslujejo z izgubom. Njihova mati, ki trži reklamni prostor, pa ima seveda enormne dobičke, ampak zakonu je tako zadoščena. Pri vsem tem, na tem našem mizernem področju, svoje naloge izpolnjuje tudi Agencija za pošto in elektronske komunikacije. Saj ne nacionalna televizija, ne komercialne televizije po mojih podatkih ne izpolnjujejo kvot predpisane neodvisne evropske in domače produkcije, kršijo dolžine zakonsko predpisanih dolžin oglasnih blokov, ne označujejo primernost vsebin za otroke oziroma za generacijo. In tako pridemo do tega, da pač naši mediji prikazujejo nizkocenovno, recimo temu C produkcijo, kvalitetno in širijo pač American way of life, čeprav mi ravno kar sprejemamo strategijo za popularizacijo slovenskega jezika. Sem še malo. Naj dodam še eno inštitucijo na ta spisek, in sicer Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Ta že od leta 2009 ni nobeni od kolektivnih organizacij, ki zastopajo avtorje, se pravi bodisi pisatelje, glasbenike, audiovizualce, založnike in tako, ni podelil pooblastila za zbiranje nadomestila iz naslova privatnega reproduciranja. To je obveza, ki je zapisana v zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah, znesek prispevka je določen fiksno v uredbi vlade iz leta 2006. Tako uvozniki praznih CD-jev, DVD-jev, iPodov, trdih diskov in tako naprej, dajatev ni potrebno plačati. Avtorji, producenti, izvajalci se lahko obrišejo pod nosom, kar jim zakon predpisuje, ker pač birokracija ne deluje in ker Urad za intelektualno lastnino pričakuje, da se bojo kolektivne organizacije soglasno pred vložitvijo dogovorile, kako bojo ta sredstva delili, preden se jih zbere. Kdaj in kje se v tej državi kdo 100% zmenil, a se v tej stavbi kdaj kaj 100% zmenijo, razen ko povišajo prispevek zase. To je realno stanje filmske kulture danes. Bo jutri bolje in kaj ima pri tem kreativnost? Nič, se jih nihče nič ne vpraša in njihovega mnenja niti ne spoštuje.
A vseeno mislim, da naša kreativnost deluje. Že letos bo v kinematografe prišlo kar nekaj filmov, ki bojo razveseljevali gledalce, dvigali prah, nas poizprašali o naši zavesti, nam dali misliti. In otroci bojo razmišljali spet o taborništvu, nostalgiki o Azri, videli bomo subkulturo čefurjev, profesori se bojo spraševali, kako odraščajo naši otroci, videli bomo drugačne ljubezni in tako naprej in tako naprej. Kreativni režiserji in ustvarjalci bojo še naprej ustvarjali, zato ker imajo poslanstvo, ker imajo talent. Menim, da je naloga te države, da te talente ščiti, jih goji in jim omogoča možnost izražanja, pa čeprav so zgodbe, ki jih pripovedujejo, včasih tudi neprijetne, kar je tudi gospod minister prej izpostavil. Ker ravno film je eden največjih ambasadorjev te države in njene kulture v tujini. Jutri grem v Berlin na mednarodni filmski festival. Moj urnik obsega 28 sestankov in 2 gala dogodka v 3 dneh. Večinoma za odpiranje vrat naši kulturi v tujino ali za odpiranje vrat v Slovenijo tujim kreativcem. Pa seveda kreiranje politik na evropski ravni. Upam, da bom padel v drugačen svet, o katerem dogovorim danes tukaj. Hvala za pozornost. Gospodu Jošku Rutarju, direktorju Slovenskega filmskega centra, se zahvaljujem za nekoliko bolj optimističen zaključek. Čeprav je njegov prispevek izvenel v glavnemu geslu tega filma, še dolgo ne bomo videli.